8 čez 8. Ena iz 80-ih. Ja, ura je taka, da se dotaknemo seveda rubričice, ki nas pelje v 80-ta in naj povem, da danes imamo eno fajno muziko zate, Šuši. In to je... Ja, pevka, ki izvaja to pesem, je Mary Sandman. Mary Sandman. Mary Sandman? Ne. Nikoli čula? Ne. Ok. Mary Sandman je škotska ljudska pevka. Koliko naj to čujem? V glavnem fora v tem, ona je še dan, mislim, da je 62 let stara gospa, ona še vedno igra in ona je imela enkrat v svoji glasbeni karieri preblisk, jaz bom naredila pa eno pop pesem. In tekstopisec, gospod Bob Helty, je rekel, ok, ste ti enkrat napisal. Dolgo ona dva delata ljudsko muziko, ne, pa kjer se bo. In ni bilo nič, ne. Pa je pa ona enkrat šla se zmeniti v studio, rekla, zdaj mi pa dajte termin, kdaj, in mu je rekla, jutri imam termin, napiš mi. In je začel ta Bob hiter pisati, sta spisala pesem in nastala je. Pazi. Ona dva sta se odločila, da boste naredila čist kontra varianto in boste naredila japonsko. Okay, ja, mislim, to je zdaj mešanica. Ja, in gospa, ki je folk pevka, se pravi ljudska glasba, se je oblekla v kimono, si nadela lasuljo in rekla, jaz sem pevka Mary Sandman. In založba je rekla, Mary Sandman, Japonka, ne bo šlo skozi. Drugače ime si izmislite. Pa so šli nazaj. Okay. Kako ime si naj dam? In sta veš, kaj delala? Brskala po telefonskem imeniku in sta prišla na Aniko. Anika, pa so rekli, Anika je brez veze, da bo to mi Anika, pa so dali Ivan, pa so dali noter. Aneka. In so prišli nazaj k založbi in rekli, to je boljš, zmenjeno. Ok, še zdaj ne vem, ki smo. Mislim, komad mogoče poznam po imenu. Ma si ga verjetno kdaj slišala, ker je naslov Japanese Boy. Aneka. Kaj, ne poznaš? Ne. Ti zavrtimo od začetka, le. Kdaj je slišala? V kitajski restauraciji? Ta pesem ima naslov Japonski fan, Japanese Boy. Nikoli se ni uvrstila na japonske lestvice, ker so rekli točno to, kar ste rekla. Zveni preveč kitajsko. Prvi čujem. Mega hit je bil, leta 81. Aneka. Dobro jutro. Dobro jutro.